Pozdravljeni na webinarju Mladinske knjige. Z mano je kolegica soavtorica Eneja Baloh, ki bo tudi danes več ali manj vodila webinar. Pod skritim oknom se skriva kolegica Simona, ki vam bo odgovorila na kakšna tehnična, prodajna in kakšna druga vprašanja, registracije in tako naprej. Jaz sem pa Milivoj Stankovič, urednik, tudi soavtor vseh teh geografskih zadev, učbenikov, delovnih zvezkov za osnovne, srednje in druge šole. In danes vam bomo predstavili celotno vertikalo prenovljenih samostojnih delovnih zvezkov, reče se jim druga izdaja. Celotno vertikalo zato, ker bo Eneja kombinirala nekaj povezav iz 6., 7., 8. razreda in jih navezala na samostojni delovni zvezek za 9. razred, ki bo šel v informacijo, dajem danes, jutri v tisk in bo pač verjetno prve dni po prazniku že prišel iz tiskarne. Kako bo izgledal, ste si lahko pogledali na spletnih straneh, na listalniku, učinke. Tam je noter manjkalo zadnje poglavje o pokrajinah, ki pa je seveda že narejeno in pač tudi sestavni del učbenika. No, v glavnem celotno vertikalo in tudi s tem vse rubrike, ki bodo nastopale v devetici, in nastopajo že od 6. do 9. razreda, pa ste pa danes, če še ne poznate, spoznali. Tukaj pred sabo vidite zdaj vse 4 naslovnice. O devetici bomo govorili zaenkrat, če bo papirnati verziji, ker interaktivne, tako kot sta osmica, sedmica in devetice še nimamo, to bomo pač zdaj dogradili. Tako da lepo vabim pred mikrofon, pred javnost Enejo in Eneja, lepo prosim. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Torej danes smo to virtualno srečanje osredotočili na predstavitev geografije za 9. razred. Tako da bomo skozi prenovo, ki smo jo v tem samostojnem delovnem zvezku predvideli, spoznali tako svežino didaktičnega pristopa, ki smo ga zasnovali v vertikali od 6. do 9. razreda, kot tudi vsebinsko svežino, ki smo jo obogatili in zapisali v gradiva tudi s pomočjo dr. Natka, ki je bil tukaj poleg Mičota glavni vsebinski, tisti, ki je prenovo dal skozi. Torej, za začetek bi morda poskusili opredeliti dva temeljna izraza, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, in bom poskusila vas do njiju pripeljati skozi 2 taki simbolni fotografiji. Pa bi vas sprva prosila, če v chat vpišete naslov fotografije, ki jo vidite, torej naslov naj bo zgolj in izključno z eno besedo, zapišete v chat in ne oddate, dokler vam ne dam znaka, tako da bomo dobili tisti slab odgovorov sočasen, tako da zapišite naslov te fotografije z eno besedo in počakajte še nekaj trenutkov, da damo znak za oddajo zapisa. Zdaj pa bi vas prosila, da kar vsi kliknete na pošlji in nam oddate. Okej. Pouk, pogovor, Severna Amerika, geografija, razgovor. Okej. Inteligenca. Zelo zanimiva razmišljanja. Okej, radovednost. Okej. Naslov fotografije oziroma sama fotografija je ob iskanju na spletu kot prva, ki se pojavi ob besedi poučevanje.
pa vzamemo, da je to en ključni pojem, seveda bi vsi vaši naslovi sodili k fotografiji in so tudi pomembni, ko razmišljamo o poučevanju. Druga fotografija, ki jo sedaj prikazujem, bi tudi prosila za zapis naslova, torej zapišete v chat naslov z eno besedo, fotografije, in bomo skupaj sprožili vpogled v to na znak. Pa lahko kar oddate. Okay. Odlično, tukaj ste si nekoliko bolj enotni, sodelovanje, skupinsko delo, sodelovanje, odlično. Najlepša hvala za vaše odgovore. Sama sem to fotografijo naslovila z učenjem, kar je seveda zelo sorodno temu, kar ste tudi vi zapisali, torej učenje z sodelovanjem. Torej, to sta dva ključna pojma, s katerim se vsakodnevno srečujemo v pedagoški praksi. Torej, učitelj na strani poučevanja in učenci na drugi strani v procesu učenja. En brez drugega ne gresta. Hkrati pa oba procesa pomembno prispevata ali vplivata tudi pri izbiri učil za učence v prvi meri, seveda pa učila, ki jih učenci uporabljajo, ne morejo biti neskladna ali pa drugačna od stila, ki ga ima učitelj pri poučevanju. Zato na začetku te današnje predstavitve izpostavljam prav ta dva ključna pojma, ki smo ju imeli stalno v mislih, ko smo snovali prenovo učbeniških gradiv, in sicer smo želeli zajeti čim širši spekter učencev, torej stilov učenja, kot tudi čim širši spekter stilov pedagoških, torej poučevanja, in hkrati omogočiti s tem nek personalni pristop, tako s strani učenca, da lahko najde svoj način, kot tudi s strani učitelja, ki lahko njegov stil poučevanja poveže s procesom učenja v samem razredu, pa tudi doma, ko otroci učilo uporabljajo. Torej, pri zasnovi smo razmišljali o tem, da zagotavljamo aktivnost učencev ob uporabi naših učil, da so nastavljena na način, ki učencem omogočajo samostojno spoznavanje določenih znanj, samostojnost pri učenju, hkrati sodelovalno učenje, tako kot ste ga tudi sami skozi fotografijo opredelili, in pa seveda z posodobitvijo, tako vsebinsko kot didaktično, zadostiti tudi cilju aktualnosti. Na tak način smo prišli do didaktične zasnove naših gradiv, ki pri učencih ponujajo aktualne in strokovne vsebine, ki v vertikalnem kontekstu ponujajo razvoj pismenosti, seveda v zmožnostih, ki jih pouk geografije omogoča, in sicer z največjim poudarkom na zagotavljanje kartografske pismenosti, potem digitalne, tudi socialne in bralne pismenosti, in pa smo v gradiva integrirali elemente formativnega spremljanja na način, ki omogoča poučevanje, potem in hkrati so ti elementi tako zastavljeni, da so razumljivi učencem in da jih lahko v procesu učenja uporabljajo oziroma z njimi na koncu izkažejo svoje znanje. Torej, tukaj izpostavljam tri ključne zadeve skozi današnjo predstavitev devetice oziroma samostojnega delovnega zvezka za 9. razred, pa bomo elemente formativnega spremljanja še nekoliko podrobneje spoznali. Torej, zastavili smo nahrbtnik znanja, korake, kjer osmišljamo strukturiran didaktični pristop pri učenju specifičnih geografskih vsebin.
ali procesov in postopkov, in pa SOS strani, ki v bistvu učencu ponujajo en tak zbirni plonkec, na katerega se lahko kadarkoli obrnejo za to, da prikličejo ali pa v nekem kontekstu svoje znanje obogatijo. Prej sem vam omenila raznolikost, ki jo samostojni delovni zvezek ponuja in hkrati s tem omogoča personaliziran pristop tako za učence, katerim je učilo v prvi vrsti namenjeno, kot tudi učiteljem, ki učence za delo z njim usmerjajo. Torej, različne rubrike, izzivi, tudi sama zasnova oziroma zapis vsebine se dotakne tako tistih učencev, ki so pri učenju manj uspešni, kot tistih, ki so nekje v povprečju, kot tistih učencev, ki tudi potrebujejo nekaj več. Katere rubrike samostojni delovni zvezek ponuja, so predstavljene v uvodnem poglavju, tudi z izzivom, skozi katerega učenci poiščejo rubrike in jih spoznajo in jih lahko potem tudi samostojno ali pa ob usmeritvi učiteljev med letom uporabljajo. Kako smo zastavili proces formativnega spremljanja? Torej, tako da smo elemente poimenovali na način, ki so učencem blizu, hkrati pa s podpornim gradivom za učitelje opredelili tudi tisto strokovno vsebino formativnega spremljanja, ki jih poučevalci potrebujejo. Torej, predznanje smo za učence, torej ko preverjamo predznanje, smo za učence te rubrike poimenovali kot nahrbtnik znanja oziroma z rubriko Kaj že znam. Potem namene učenja smo poimenovali v Naučil se bom, torej kaj me v tem poglavju čaka novega, zakaj je potrebno se to učiti. Potem pa smo kriterije uspešnosti oblikovali na način uspešen bom, ko bom. Učne dejavnosti pa z različnimi rubrikami in pa predvsem z izzivi na različnih taksonomskih stopnjah. Pa bomo pogledali vsako od teh elementov posebej, tudi s konkretnimi primeri iz gradiva za 9. razred. Torej, učencem na začetku samostojnega delovnega zvezka predstavimo princip formativnega spremljanja, ki ga poimenujemo Moja pot do znanja, torej na način, da ugotovijo, da vsako poglavje pomeni neko zaokroženo celoto, ki bo izhajalo iz nekega predznanja, ki ponuja neke nove vsebine, ki omogoča samopresojo in potem spet vstop v novo poglavje. Z nahrbtnikom znanja želimo priklicati usvojene cilje tako na vertikalni ravni, kot tudi na horizontalni ravni znotraj posameznega šolskega leta. Na vertikalni ravni prikličemo znanje tako, da na platnici zapišemo tiste vsebine, ki so se jih učenci v preteklem letu priučili pri pouku geografije in so pomembne ali pa, bom rekla, skorajda vsakodnevne pri pouku geografije, torej se stalno med letom ponavljajo in jih je potrebno stalno poznati, tako kot poštevanka pri matematiki, recimo pri geografiji moramo stalno poznati mrežo, torej vzporednike, poldnevnike, določiti geografsko lego, moramo poznati oblike površja in zato so to vsebine, ki se znajdejo na platnici, torej to je to, kar moramo poznati. In potem hkrati se lahko k temu vračamo vsakič, ko to potrebujemo, pa morda še ni dokončno usvojeno. To mi je pa tudi primer. Potem pa vsako poglavje začne s svojim nahrbtnikom znanja, kjer pa prikličemo in potegnemo iz tega nahrbtnika tiste vsebine, ki smo jih nekje v preteklosti že spoznali, lahko pri pouku geografije, lahko tudi pri drugih predmetnih področjih in jih bomo v tem poglavju nadgradili. Torej, da ne obravnavamo še enkrat tistega, kar smo že v preteklih letih ali pa v preteklih poglavjih, ampak se samo spomnimo,
dopolnimo z nalogami in na to znanje nadgrajujemo. Hkrati pa podpoglavja ponujajo tudi rubriko spodbudo, kjer pa še bolj specifično prikličemo določena znanja. V 9. razredu se velikokrat opremo na vsebine, ki so jih otroci spoznali v 5. razredu pri poglavju oziroma pri predmetu družba in se velikokrat obrnemo na domačo pokrajino, torej poglej, kako je pri tebi doma, in bomo potem na to temo na ravni države ali pa strokovno, geografsko nekoliko bolj opredelili, kot so to učenci že počeli v 5. razredu. Tukaj prikazujem primere, torej to je nahrbtnik znanja na platnici, ki sem ga prej predstavila, torej oblike zemljenega površja, toplotni pasovi in pa orientacija na zemljini polobli. Torej to so vsebine, ki so vsestalno prisotne. Na drugi strani pa imamo SOS stran, to pa je zbirnik korakov za učenje geografskih procesov in pa tudi zbirnik opisov podnebij, ki so jih učenci spoznavali, in to je tisti del, ki ga večkrat vsebinsko lahko uporabi oziroma služi kot nek strokoven plonkec v navednicah. To pa so nahrbtniki znanja, ki predstavljajo uvod v posamezno poglavje, konkretno iz samostojnega delovnega zvezka za 9. razred. Torej tukaj vidite, da imajo v nahrbtniku prilegij in položaj Slovenije, že osebne izkaznice, torej to so že spoznavali tako pri družbi v 5. razredu, kot tudi pri pouku etike v 7. in v 8. razredu. Torej to so vsebine, ki jih je potrebno samo priklicati, ne ponovno obravnavati. So pa zajete v učnem načrtu, zato je prav, da učenci te vsebine osvežijo. Na drugi strani imamo recimo primer iz poglavja prebivalstva Slovenije, kjer smo recimo v 7. razredu dali velik poudarek tudi s koraki za branje in z analizo fotografij z vidika gostote poselitve, in sedaj to obnovimo na primeru Slovenije. Potem sta tukaj še za nahrbtnik znanja za poglavje kamnine Slovenije, nastanek slovenskega ozemlja, kjer se spomnimo na značilnosti površja, ki jih tudi že poznamo. Pri podnebju in vodovju učence spomnimo na pomembnejše in večje vodotoke v državi, torej s tem tudi krepimo kartografsko pismenost, ki so jo že usvojili na drugih primerih. Obnovimo znanje, ki so ga pridobili glede branja klimogramov, in pa v 9. razredu si večkrat dovolimo ponuditi učencem tudi naloge na način, da so njihove izvirne, kot je recimo tukaj, da naj zastavijo lastno vprašanje, ki ga bo sošolec prebral oziroma rešil s pomočjo klimograma. Namene učenja, torej če gremo na naslednji element formativnega spremljanja in pa kriterij uspešnosti, smo položili v samostojni delovni zvezek takoj zraven nahrbtnika znanja, in sicer tako, da smo v rubriko Naučil se bom poenostavili za učence cilje, operativne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu, in jih v rubriki Uspešen bom, ko bom, torej v kriteriju uspešnosti zapisali tako, da so čim bolj konkretizirani in hkrati postavljeni na različne taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji. Vmes imamo tudi rubriko Kaj že znam, ki pa učencem ponuja možnost, da poleg tistega, kar je od njih predvidel nahrbtnik znanja, dopišejo ali pa učitelj učence usmeri v določena znanja, ki jih od njih pred obravnavo tega poglavja že pričakuje. Torej, pri snovanju učnih dejavnostih in dokazov smo stalno imeli v mislih sodelovalno učenje, aktivnost učencev in pa seveda tudi zasnovo
tako izzivov kot drugih dejavnostih na različnih nivojih znanja. Tukaj sta dva primera izzivov, kjer lahko vidite, da je poudarek na analizi grafičnega zapisa, torej konkretno nekega diagrama. Potem imamo različne naloge v tabelarnem zapisu, ki se pojavlja tudi na nacionalnih preverjanjih znanja, lahko pri učencih povzroči neko zmedenost ali pa kompleksnost samo zaradi zasnove, zato smo se odločili, da jih notri umestimo. Imamo tudi naloge, ki ponujajo oziroma zahtevajo daljše, kompleksnejše odgovore, odgovore utemeljitve, kratke odgovore, torej na najnižjih taksonomskih stopnjah, kot tudi naloge, ki zahtevajo od učencev določeno analizo besedila, branja in pa snovanja odgovorov. Tukaj je primer, ko učenci sami izdelajo grafični prikaz na podlagi podatkov, ki jih imajo v samostojnem delovnem zvezku. Tukaj pa kombinacija naloge, ki v bistvu učence spodbuja k učinkovitemu branju nekega grafičnega prikaza, s katerim se konkretno prvič srečajo v osnovnošolskem prostoru, in poleg tega ponujamo dejavnost, ki je zasnovana na nekoliko višji taksonomski stopnji, torej se učitelj tukaj lahko odloča, ali dejavnost izpelje ali pa jo recimo spusti. Tako da to je ta personaliziran pristop tako za otroke kot tudi v procesu poučevanja, ki ga delovni zvezek ponuja. Skozi učne dejavnosti in dokaze razvijamo različne pismenosti, torej digitalno, kartografsko, bralno pismenost in pa tudi socialne veščine. Torej to ne počnemo samo v 9. razredu, ampak je zasnova razvoja teh kompetenc premišljena v vertikalnem kontekstu že od 6. razreda, tako da je v bistvu v 9. razredu z dodanimi aktivnostmi na področju razvijanja teh kompetenc samo še tista, lahko rečemo, pikica na i, oziroma bi lahko rekli, da ob zaključku 9. razreda smo učence skozi pouk geografije pripeljali do določene kompetenčnosti na teh 4 področjih. Katere kompetence so sproti razvijali tudi otroke vsakič po zaključku poglavja, ozavestimo oziroma jih spomnimo, ker jih naštejemo in navedemo, kaj so v tem poglavju poleg vsebinskega tudi procesnega spoznali. Tako da tukaj je recimo en primer dejavnosti, kjer ponudimo učencem delo s pomočjo Paukove metode, torej branja in snovanja povzetkov. Potem v drobcih za radovedne, velikokrat se navezujemo tudi na razvoj socialnih veščin, na razmislek o družbi nasploh, in pa v 9. razredu zelo velikim poudarkom na razvoju kartografske pismenosti, predvsem pri analizi tematskih zemljevidov. Zdaj, če pogledamo recimo še en primer izziva, ki spodbuja bralno pismenost, torej tam smo imeli v dejavnosti neko metodo, ki je lahko uporabljena seveda v različnih primerih, tukaj pa recimo konkretno navezano na neko besedilo, kjer gre hkrati tudi za obravnavo vsebine in pa z vprašanji, ki omogočajo razmislek na različnih nivojih po taksonomiji. Tukaj so primeri nalog, s katerimi razvijamo kartografsko pismenost. Torej, velikokrat smo v samostojni delovni zvezek za 9. razred umestili tematske zemljevide Slovenije in jih analizirali, usmerjeno ponujali analizo z izzivi na različne načine in na različnih ravneh zahtevnosti. Tako da tukaj je primer razmisleka povezanosti padavinskega prikaza z
zemljevidom površja. Potem je tukaj izziv, ki predvideva analizo na nekoliko zahtevnejši način gostote poseljenosti Slovenije. Tukaj recimo primer analize tematskega zemljevida, ki prikazuje področje energetike, torej izrabe energijskih virov. Hkrati pa poleg teh konkretnih usmerjenih del z zemljevidi na koncu delovnega zvezka ponujamo tudi nabor nemih zemljevidov. Tukaj sicer fotografija iz samostojnega delovnega zvezka za 8. razred, ampak tudi v devetici so različni zemljevidi Slovenije, ki omogočajo izdelavo tako lastnih tematskih zemljevidov, kot tudi urjenje oziroma učenje, ponavljanje že usvojenih pojmov ali pa predvsem splošnega znanja kartografskega za področje Slovenije. Tukaj bi vam na tem mestu želela predstaviti tudi digitalne zemljevide, sicer za 9. razred še ne moramo prikazati, ker nimamo še učbenika v digitalni obliki, pa vendar bo na podoben način zadeva dostopna, tako da bi vam tukaj pokazala primer v 7. razredu. Torej, na tak način učitelj dostopa do samostojnih delovnih zvezkov, torej v elektronski digitalni obliki in jih lahko prikazuje učencem v razredu. Tako da tukaj vidimo znakce z globusi, ki prikazujejo možnost prikaza zemljevida v digitalni obliki. Če kliknemo nanj, se nam odprejo zemljevidi, tako kot so prikazani v atlasu sveta, kar nam omogoča, da lahko zelo nazorno prikazujemo določena dejstva na zemljevidu, sočasno, kot jih uporabljajo učenci v fizični obliki, torej konkretno v atlasih sveta, in s tem lahko na hiter način omogočimo učencem, da najdejo pravo stvar, bom tako rekla, na zemljevidu ali pokrajino, in hkrati učitelj lahko tudi po razredu spremlja njihovo delo. Tako da tukaj je primer splošnega zemljevida za Evropo, ki ga lahko povečamo, ki ga lahko premikamo, na katerem lahko tudi označujemo, obkrožimo določene pokrajine, na katere želimo dati fokus ali pa usmeriti učence, ali pa če jih prvič spoznavajo, tako da lahko uporabljamo tudi merilo, lahko si pomagamo z črtami in na zelo preprost način tudi vse iz zemljevida, kar smo ustvarili, odstranimo. Prednost takega digitalnega zemljevida pred tistim, ki visi na steni, je ta, da lahko preprosto neko pokrajino, ki recimo je vsi učenci ne najdejo enako hitro, preprosto označimo in to ostane označeno in opredeljeno cel čas, ko recimo učitelj lahko ponuja pomoč otrokom v razredu, za razliko stenskega zemljevida, kjer pokažemo v tistem trenutku, in če pozornost ni 100-odstotna, lahko kdo tega ne vidi, pa vprašajo, pa ne najdejo. Tako da tukaj ena je učinkovitost, druga je pa seveda nazornost, ki jo interaktivni zemljevidi omogočajo. Nimamo samo splošnih, ampak tudi tematske zemljevide iz atlasa sveta v digitalni obliki. Tukaj recimo tudi zemljevid, ki prikazuje države. Potem pa v samostojnem delovnem zvezku za 9. razred bomo imeli na tak način prikazane tudi tematske zemljevide, ki jih učenci skozi izzive analizirajo. Tukaj recimo en primer tematskega zemljevida v 7. razredu, kjer prikazujemo gostoto poselitve. Torej, verjamem, da ta zemljevid poznate iz atlasa sveta, torej tukaj na ta način lahko
zemljevid še nekoliko bolj povečamo in se osredotočimo na neko določeno območje in s tem zagotovimo večjo nazornost pri analizi in pri branju podatkov iz samega zemljevida. Tako da kartografsko pismenost razvijamo skozi številne izzive, ki jih v samostojnem delovnem zvezku ponujamo na različnih taksonomskih stopnjah skozi dejavnosti, hkrati pa je posebna dodana vrednost tudi ta možnost zemljevida v interaktivni obliki, torej takega zemljevida, kot ga učenci imajo pred seboj v atlasih sveta. Poseben poudarek smo dali tudi na razvoj digitalne pismenosti, saj se pri pouku geografije slednja v neki meri predvideva. Sedaj, ko bodo novi učni načrti, bo to kot skupni cilj tudi velevano. In smo tukaj ponudili neko vertikalno zasnovo skozi pouk geografije, ki je predvsem didaktično smišljena. Torej, učenci spoznavajo skozi dejavnosti, ki jih v to usmerjajo, tiste digitalne aplikacije in vsebine, ki so didaktično pomembne, ki pomenijo dosego ciljev, ki jih sicer ne bi dosegli, oziroma z njimi osredotočamo na geografske vsebine. Torej ne samo zato, ker obstajajo te digitalne vsebine, ampak ker imajo neko pomembno didaktično vrednost. S tem, da smo pri digitalni pismenosti zelo pazljivo snovali vertikalni razvoj, torej da smo ponujali tiste aplikacije, ki jih učenci zmorejo usvojiti glede na njihovo razvojno stopnjo, torej glede na njihovo starost in potem tudi glede na to, kolikokrat jih bodo v višjih razredih še potrebovali. Tako da v 9. razredu imamo na področju digitalne pismenosti poudarek predvsem na Statističnem atlasu Slovenije, ki ga spoznajo, do katerega ga tudi jih pripeljemo do uporabe s pomočjo video vodnika. Torej tukaj je učitelju olajšano delo v tem kontekstu, da lahko predvaja posnetek, s katerim se učenci samostojno prebijejo do želenih podatkov, oziroma lahko posnetek uporabljajo tudi učenci sami. Potem smo dodali aplikacijo in spoznavanje aplikacije Kamenček, ki po ključu omogoča prepoznavo kamnin, naravovarstveni atlas pri spoznavanju značilnosti Slovenije in pa v tem socialnem kontekstu tudi v vsakem starostnem obdobju ponujamo učencem zapis nekih geografskih vsebin v tistih digitalnih oblikah, ki so njim nekoliko bližje. Ko govorimo o digitalni pismenosti, se sprašujemo, kdaj, kako, na kakšen način vključevati v proces učenja in poučevanja umetno inteligenco. Mi smo umetno inteligenco umestili v 8. razred, kjer v bistvu učence navajamo na iskanje geografskih informacij s pomočjo konkretnih virov in tudi sočasno s pomočjo umetne inteligence, s primerjanjem teh informacij. V 9. razredu pa ugotovimo, da nam v nekem kontekstu umetna inteligenca ne služi tako, kot bi si morda želeli. Tukaj je en primer, torej z vprašanjem, da nam ChatGPT ponudi konkretno številko, torej nek statističen podatek, kjer nam seveda na zelo prijazen način pove, da nam ga ne more posredovati, hkrati nam tudi popravi naše slovnične napake, torej ponudi pravilen zapis Mestne občine Koper, in pa seveda na tak način lahko učencem v 9. razredu osmislimo uporabo Statističnega atlasa Slovenije. Torej, ChatGPT ne bo mogel pomagati, zato je potrebno znati poiskati te podatke samostojno.
Tukaj je recimo primer prikaza iz Statističnega atlasa Slovenije, torej učenci pridejo do tega, da ustvarijo prikaz za neko določeno vsebinsko področje in da znajo na tem prikazu poiskati svojo občino, izpisati podatke, potem pa lahko te podatke tudi primerjajo med različnimi občinami, delajo analize, utemeljitve, torej na različnih nivojih naprej. Torej, ko smo razmišljali o vključevanju digitalnih vsebin, smo bili zelo pozorni na to, da niso same sebi namen, ampak da jih vključujemo v uporabo takrat, kadar so kot neka dopolnilna dejavnost oziroma v strokovnem kontekstu neka dodana vrednost, predvsem pa, da omogoča tudi poleg učila, torej samostojnega delovnega zvezka, samostojno delo in samostojno učenje. Zavedati se moramo, da če otrokom ponudimo neko digitalno vsebino, moramo zelo preveriti, ali smo prvi, ki to otrokom ponujamo, torej pri pouku geografije, ali so to morda spoznali že kje drugje. Torej za tiste vsebine, za katere smatramo, da jih bo prvič učencem predstavljal učitelj geografije, smo pripravili videovodnike, torej posnetke, s katerim se lahko tako učitelj kot učenci opolnomočijo za samostojno rokovanje z digitalnimi vsebinami. Tukaj pa je še en pregled vertikalnega razvoja digitalne pismenosti, torej prej sem vam predstavila, kaj smo pustili za 9. razred, tukaj pa lahko vidite, kaj je predvideno v vertikalni zasnovi, torej od 6. do 9. razreda. Torej v 6. razredu učenci spoznajo interaktivni zemljevid, torej Google, in jih z videovodnikom pripravimo do samostojne rabe, Google Earth in pa različna spletišča, kot so recimo Hribi.net, kjer imamo tudi videovodnik pripravljen, YouTube, Arso. Potem v 7. razredu se vse te digitalne vsebine še naprej uporabljajo in jih spodbujamo k njihovi uporabi tam, kjer je smiselno. Hkrati pa v 7. razredu dodamo klimograme, torej izdelavo interaktivnega klimograma na spletišču Climate Chart, kjer imamo tudi pripravljen videovodnik, in izdelavo lastnega interaktivnega zemljevida na Padletu. To pomeni, da si učenci so usmerjeni k temu, da si skozi šolsko leto oblikujejo zemljevid, na katerem imajo predstavljene značilnosti podnebja, in ta zemljevid potem lahko nesejo virtualno s seboj v 8. razred. V 8. razredu vključujemo umetno inteligenco, spodbujamo učence, da ustvarjajo geografske zapise, torej zapise z geografskimi informacijami v obliki bloga in jih tudi na ta način objavljajo in predstavljajo svojim sošolcem, in tukaj dodajamo virtualne razglednice v različnih programskih okvirjih. Seveda je tukaj svoboda izbire učitelja, katera je tista različica ali pa učenca, ki mu je najbližja. Mi ponudimo nekaj takih programov, ki to omogočajo na enostaven način. Torej, ko govorimo o pismenosti, je zelo pomembno, da ne izključujemo druge, ampak da o njih razmišljamo celostno. Zato so dejavnosti in izzivi tako zastavljeni, da največkrat ponujajo prepletenost razvoja različnih kompetenc. Torej, tako recimo digitalne kot kartografske, torej ko govorimo o digitalnih zemljevidih, hkrati razvijamo tudi kartografsko pismenost. Vsekakor pa je pomembno, da imajo otroci možnost rokovanja z različnimi aplikacijami, torej v digitalnem kontekstu kot v fizični obliki. Tukaj recimo primer, kako si učenka zapisuje podatke iz klimograma po korakih za branje klimograma, torej tukaj je razvidno v projektni nalogi, da ima za napisati 6 korakov, ampak zato, da je do tega prišla, je mogla najprej osvojiti korake, se naučiti spisa klimograma na Climate Chartu s pomočjo digitalne tehnologije, in zato, da bo lahko analizirala vsebino, potrebuje tudi fizični zemljevid, torej tematski zemljevid količine
količine padavin za Evropo. In to je ta prepletenost, ki jo ponujamo skozi celotno vertikalo in jo više kot gremo, tudi nekoliko bolj vsebinsko, če lahko tako rečem, kompliciramo ali pa postavljamo na neko zahtevnejšo raven. To so recimo koraki za branje klimograma, ki so nastali v sodelovanju z učenci in smo jih potem, ker je to pri njih služilo, da so na enostaven in hiter način usvojili branje, integrirali tudi v naše samostojne delovne zvezke. Vsako poglavje se zaključi z samovrednotenjem, z poglavjem z naslovom Utrdim, ponovim in se samopresodim, kjer poglavje ponuja učencem, torej po elementih formativnega spremljanja, povratno informacijo in možnost samopresoje. Tako da tukaj imamo kriterije uspešnosti, torej tiste kriterije, ki smo jih na začetku snovali pod rubriko Uspešen bom, ko bom, so tukaj postavljeni na različne taksonomske stopnje. Hkrati imamo nabor zapisanih veščin, torej kaj so v tem poglavju poleg vsebinskega tudi procesnega spoznali. Ponujamo prostor za zasnovo poti učenja, torej v 6. razredu je pot učenja zelo usmerjena skozi asociacije ob ilustraciji, v 7. in 8. skozi različne okvirčke in podobe, v 9. razredu pa učencem tukaj že puščamo povsem svobodo pri oblikovanju poti učenja, ker predvidevamo, da je to neka utečena praksa, ki si jo tudi v tem kontekstu verjetno želijo narediti na lasten svoj način. Potem so tukaj vprašanja za utrjevanje na različnih nivojih in pa zbirnik ključnih misli, s katerimi v bistvu lahko učenci preverjajo in se samo presojajo skozi zastavljene kriterije uspešnosti. Tukaj je recimo en primer, ki so ga učenci oblikovali, torej ko so imeli zastavljena merila ali pa kriterije uspešnosti, so na podlagi tega tudi zastavili svoje lastno pisno preverjanje oziroma ocenjevanje in je hkrati to služila kot priprava na ocenjevanje. Tako da tak način, pristop je zgrajen tako skozi gradivo za učence, kot tudi skozi gradiva za učitelje, ker je to zapisano v samih pripravah. Tako da tukaj sedaj prikazujem en primer, kako so učenci s pomočjo kriterijev uspešnosti, ki so jih poznali, lahko tudi po zaključku obravnave samostojno sestavili primere vprašanj za pisno ocenjevanje na različnih taksonomskih stopnjah, ker je bilo tako navodilo in pa tudi uporabi recimo zemljevida ali pa različni tipi nalogi so mogli biti zajeti. Tukaj je primer poti učenja, torej to je pot učenja, ki je nastajala skupaj z učenci in nekako na tak način smo poskušali ustvarjati prostor v učbeniških gradivih, s katerimi bodo učenci pot učenja lahko snovali nekoliko usmerjeno, nekoliko pa tudi potem v 9. razredu seveda samostojno. Torej poleg vsebin didaktične prenove, ki je namenjena v prvi vrsti seveda učencem, ker je to učilo zanje, smo nekaj nadgradili tudi za učitelje, in sicer posodobili smo vse učne priprave, v katere smo vključili elemente formativnega spremljanja, ponujamo videovodnike, tako za učence kot za učitelje, pri uporabi digitalnih in drugih vsebin, ki so nove, in pa primer ocenjevanj znanja, torej predvsem različne načine, ki so, ker je to zdaj tako zelo aktualno, predvsem zakoniti, torej v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju. Torej tukaj je primer učnega lista, torej za vsako poglavje ponujamo nekaj takih iztočnic, potem primer pisnega ocenjevanja znanja, kjer
imamo opredeljene torej, kriterije uspešnosti skladno s tistimi, ki jih imamo zapisane v samostojnem delovnem zvezku. Tukaj recimo korelacija med kriteriji uspešnosti, ki so jih učenci spoznali med obravnavo in zasnovo pisnega ocenjevanja za 9. razred, kjer v bistvu je naslovnica pisnega ocenjevanja znanja podobna oziroma izhaja iz kriterijev uspešnosti in s tem zagotavlja transparentnost in hkrati učinkovito samopresojo pri učencih. Na tak način, ko ponudimo učencem kriterije uspešnosti, ko jim ponudimo, pri kateri nalogi sledimo določenemu cilju, na kakšni taksonomski stopnji so naloge postavljene, in to vključimo že v fazo preverjanja, lahko zelo učinkovito ugotovimo, kaj učenci obvladajo, kje jim še ne gre ali pa kje jim sploh ne gre. Tako da tukaj recimo tisto, kar je pobarvano, pomeni, da zna, tisto, kar je nedotaknjeno, pomeni, da nekaj je znal, pa ne vsega, tam, kjer je obkroženo, pa pomeni po domače, da še nima pojma. Tako da na tak način lahko skozi preverjanje in s pomočjo seveda kriterijev uspešnosti hitro ugotovimo, na kakšni ravni je znanje in ga še korigiramo do samega ocenjevanja. Tako da te primere ponujamo tudi med gradivi za učitelje. Tukaj je še primer projektne naloge, ki jo ponujamo za vsak razred, torej tudi ta način ocenjevanja skupaj z strukturo in z točkovanjem, tako da je s tem seveda zagovarjamo tisto, kar sem povedala na začetku, ne, torej zakonitost v skladu z pravilnikom in v skladu tudi z učnim načrtom. Tukaj je primer priprave na projektno nalogo, kjer so posebej opredeljeni kriteriji uspešnosti za projektno nalogo, po katerih se otrok lahko pol pripravlja in samo projektno nalogo tudi izpolnjuje. Še en primer ustnega ocenjevanja in nekega principa pridobivanja ustne ocene, ki je lahko neka iztočnica ali pa izhodišče za vašo prakso, ki je tudi zagotovo odlična. Tako da v tem trenutku bi se vam rada zahvalila za vašo pozornost. Preleteli smo celotno didaktično zasnovo gradiv vseh s predstavitvijo nekaterih vsebin za 9. razred, ki bodo, tako kot je urednik na začetku povedal, kmalu tudi v fizični obliki dostopne, tako da bi v tem trenutku odprla priložnost za vaša morebitna vprašanja. Nekdo je na začetku vprašal, da ga bo veliko zanimalo okoli tega učbenika, ker se mora danes, jutri ali pojutrišnjem odločiti zanj. Pozabil sem, kdo je to bil. Če želi kaj dodatnega izvedeti, vprašati, lahko vpraša tako ali drugače. Skupaj nas je še kar nekaj. Ne vem, a sva pozabila povedati, da smo te stvari, celotno vertikalo prenovili zato, ker so bili stari učbeniki že približno 10 let stari. A se me sliši normalno, baje imam slab mikrofon. So bili 10 let, 12 let nekateri stari in medtem smo mi sodelovali pri nastanku novih drugih učbenikov za srednje šole, srednje strokovne tehnične šole. Stroka je šla naprej, naši strokovnjaki s fakultete so bili z nami ali soavtorji ali pa recenzenti in so nas pač naučili tako ali drugače nekaj novih dejstev, novih pogledov na geografijo, kot recenzenti so nam to ali drugo svetovali za srednje šole in seveda je bil čas, da te novosti, novejše poglede vnesemo tudi v osnovnošolsko geografijo, tako da
Noter so na nek način vedenja doktorja Repeta, doktorja Ogrina, sploh pri podnebju, verjetno boste opazili ali pa dvignili obrvi, ko boste slišali, da obstaja tudi podgorsko podnebje. Je tudi že v našem atlasu od lani ali predlani noter pri podnebju, zdaj je pa tudi v učbeniku. Pač s tem kršimo ali kako bi rekel, prekoračujemo učni načrt, ampak tako je, stroka gre naprej, učni načrt pa ne. Zaenkrat še ni tako odprt, da bi ga lahko na vsakih par let spremenili. Doktor Natek je veliko dodal, največ seveda, ker je vse učbenike pogledal in jih je pod lupo seciral in nam je zelo veliko koristnih stvari povedal, podal, svetoval. Doktor Stepišnik in da skrajšam zgodbo, pravzaprav skoraj celotni oddelek Filozofske fakultete je na nek način sodeloval pri naših geografskih učbenikih in seveda ta vedenja so zdaj tudi noter, no. Recimo vedno zeleno rastlinstvo, do zdaj smo skozi uporabljali napačen pojem zimzeleno. O tektoniki se veliko še ne ve, ali 20, velikih, malih, še več kot 20 plošč. V glavnem, stvari niso tako preproste, kot smo se včasih učili in je bilo treba na nek način tudi te novosti ali pa tudi te nedorečenosti razložiti in povedati pač, da gre stroka naprej. Da če ne vemo, koliko je tektonskih ali pa litosferskih plošč, pač povemo, da jih je kar nekaj, približno 20. Pogledi ali različne šole na to različno gledajo in to je treba pač dijakom povedati, učencem, dijakom, da je geografija na nek način živa veda, ki pač nima odgovorov na vse, ampak da želimo v nekem celotnem pogledu pa vnesti en red v našo glavo in v naš pogled na svet, no. Mislim, da nam je uspelo, zdaj čez nekaj dni bo papirnati učbenik devetico zunaj, potem pa v roku slabega meseca dni pa tudi različica, ki pač zahteva veliko programiranja in to jemlje čas. Za vse tiste, ki želite in eno in drugo interaktivno in papirnato različico. Imamo dve vprašanji, tako da jaz bi morda najprej odgovorila na vprašanje, ki je zapisano v chatu, in sicer, če ni tablic na šoli, kako si lahko pomagamo. Če bi me to vprašali pred nekaj leti, bi mogoče rekla z lahkoto, seveda z lastnimi mobilnimi napravami, torej s telefončki, vsi jih imajo, tudi prenos podatkov, ni več problem, še posebej od 7. razreda dalje. Danes je to težje, upam, predlagati, zato ker otroci, ko odprejo svojo mobilno napravo, odprejo hkrati dostop do vseh njihovih socialnih omrežij, ki delujejo tudi takrat, ko je sicer teoretično uporaba telefonov prepovedana. Tako da zagotovo to ena možnost je, ampak zahteva od učitelja potem morda v tistem trenutku malo večjo pozornost na zadeve, ki niso več geografske, ampak so bolj lahko disciplinske narave. Tako da bi svetovala uporabo računalniške učilnice oziroma bom si kar drznila reči, da mislim, da v bodoče bo vsaka šola morala imeti vsaj eno mobilno učilnico, to pomeni 30 tablic, ki si jih lahko učitelji izmenično izposojajo. Tako da nekatere šole to že imajo vzpostavljeno, nekatere morda še ne, ampak mislim, da je to nekaj, kar bomo zagotovo potrebovali in je prav, da o tem razmišljamo in cukamo ravnatelje za rokav, da to rabimo. Drugo vprašanje pa je, Mičo, zate, in sicer gre za naslovnico Geografije 8. Naslovnica Geografije 8 prikazuje središče današnjega sveta, to je sicer na žalost v Aziji, v kateri pa v Sedmici nismo mogli nameniti dosti prostora, ker je pač tak učni načrt, pa se nam je zdelo, da je že dosti naslovnic Amerike in je prav, da na nek način pokažemo, da govorimo o svetu kot celoti, čeprav na žalost ni zraven Azije, no, ampak
ne nam bo oproščeno, da smo dali določeni del veljave tudi temu učbeniku o Aziji. In tukaj še eno vprašanje, ja, govorimo o delovnih zvezkih, zdaj vsi štirje so od zunaj, dva sta zdaj išla, dva sta lani išla in seveda naslednji korak so učbeniki. Do učbenikov bomo pa malo bolj previdni, oziroma saj smo zelo previdni tudi pri SDZ-jih, ampak učbeniki se potrjujejo in se potrjujejo po učnem načrtu, ki seveda nov še ne obstaja, star je pa na nek način zastarel in bi bilo nekoliko smešno ali vprašljivo delati učbenike za eno leto, čeprav bi nam jih potrdili, mogoče pa tudi ne, in jih potem na vrat na nos premetavati, ko bi se učni načrti spremenili. Tako da pri samostojnih delovnih zvezkih bomo to počeli, če bo potrebno, učbeniki pa potem temu primerno seveda nadgradili ali pa spremenili, ko bomo vedeli, kako in kaj. Jaz bi tukaj Mičemu morda še dodala to, da zavedamo se prenove učnih načrtov in didaktični koncept, ki je zastavljen v teh gradivih, je tak, ki ga bo veleval nov učni načrt, tako da tukaj smo nekoliko usmeritve učnega načrta že prehiteli. Hkrati pa vsebinske spremembe, ki se bodo v učnem načrtu zgodile, torej tudi vsebino smo posodobili in je geografsko ustrezna trenutnemu obdobju. Lahko pa se bo seveda zgodilo, da bo potrebno določene vsebine izločiti ali pa jih v nekem kontekstu obogatiti ali pa morda vertikalno premešati, in takrat, ko bomo imeli jasno zasnovo novih učnih načrtov, bomo lahko tudi naša gradiva temu prilagodili, torej vsebinsko predvsem in ne didaktično. Tako da princip dela bo ostal tak, kot smo ga sedaj nastavili, medtem ko vsebinsko pa bomo lahko, če bo potrebno, bomo to seveda prilagodili novemu učnemu načrtu. Mislim, da tukaj je tudi Miča že povedal, da smo določene vsebine že integrirali, ki jih predvidevamo v novem učnem načrtu oziroma so pomembne za sodobno geografsko znanje oziroma nekatere vsebine izločili, ki niso več aktualne v stroki. No, to pač v sodelovanju z Filozofsko fakulteto v Ljubljani oziroma z doktor Natkom. No, in vsemi ostalimi, doktor Natek je potem pregledal vse samostojne delovne zvezke in dodal svoje vedenje, ampak že pri ostalih temah so naši doktorji kar veliko povedali in seveda niso mogli mimo sedanjih učnih načrtov in nekaterih ciljev, kjer so se skoraj zgrozili ali pa hecali, držali za glavo, ko so nekatere cilje brali in so me spraševali, ali moramo res o tem pisati, o onesnaženosti slovenskih rek, ki pa to že dolgo niso več, ali pa v Črnem revirju, ki to že dolgo ni več in tako naprej. V glavnem, učni načrt je res potreben prenove, no, po celotni vertikali, tako kot je nekdo napisal, jaz sem pa odgovoril, od 4. razreda naprej bi bilo treba razmišljati, kaj geografskega bomo učencem dejali, da se ne bodo vsebine ponavljale 3-krat, 4-krat isto slišijo, ker sem sam učil dosti let v srednjih šolah, vem, da v drugem letniku spoznavajo čisto isto snov, kot si jo v 7. ali pa 8. razredu pri svetu, tako da na nek način izguba časa, da geografi toliko energije damo učencem, zato da 2-krat, 3-krat isto povemo, rezultat, ki je doktor Natek pa še kdo ugotavljal na fakulteti, je pa, mislim, pošasten. V glavnem, Sava teče od juga proti severu, od Maribora do Kopra, večina ne zna našteti 3-4 večjih mest, ki bi jih prečkal, ali pa so to različna mesta, ki sploh niso na tej relaciji. Skratka, geografska pismenost naših otrok, ki zapustijo osnovno šolo, okej, srednjo šolo kot nadgradnjo osnovne šole je neprimerljiva z količino snovi, energije in časa, ki ga mi vložimo v to, da to snov predelamo in povemo, rezultat je pa res relativno slab, no, in potem se na fakulteti pravzaprav učijo vse znova.
Jaz bi morda samo še odgovorila na eno vprašanje, ki se je pojavilo, in sicer glede zemljevidov. Nemi zemljevidi so v vseh samostojnih delovnih zvezkih na zadnjih straneh, v različnih variacijah, tako da se jih lahko v različnem kontekstu tudi uporabi. Mi sicer nakazujemo uporabo pri določenih dejavnostih in aktivnostih, lahko pa seveda učitelj sam presoja in uporablja neme zemljevide. Potem pa obstaja tudi ena posebna zbirka nemih zemljevidov, ravno temu je namenjena, da pač iz njih delajo čim več, režejo, prenašajo, lepijo tja na tisto stran, kjer so snovjo in s tem utrjujejo znanje. To zbirko, ne vem, če vsi dobro poznajo, ampak je zbirka nemih zemljevidov. Že kar 10 let je že zunaj, verjetno. Dobro, glede na to, da ni več vprašanj, Mičo, bomo zaključili? Seveda, vreme je prekrasno. Treba izkoristiti ta lep topel dan za popoldanski sprehod. Ja, hvala vsem za vprašanja, za sodelovanje, za pozornost in tebi še posebej, kot vedno je bilo lepo. In se še kdaj vidimo. Hvala in lep popoldan še naprej. Enako, Nasvidenje.